Tin Kampl bo naslednji pri mikrofonu iz Mladinskega sveta Slovenije. Tin, povejte mi, kako vplivajo oblike prekarnega dela na osamosvajanje mladih? Ja, preveč vpliva oziroma je povezanost med mladim in prekarnim delom prevelika. Mladi smo ravno tista družbena skupina, ki je kot taka najbolj podvržena prekarnim oblikam zaposlitve, ki nas potiskajo navzdol in nam na nek način ne dopušča tega, da bi se razvijali, da bi lahko živeli svoje potenciale in razvijali svoje ideje. Če velikokrat govorimo o tem, da smo mladi prihodnost, da je potrebno v mlade vlagati, si mladi tisti prvi želimo, da država, sistem preide od besed k dejanjem in začne to tudi udejanjati. Nikakor si ne smemo privoščiti, da smo tisti najbolj perspektiven del družbe, tista prihodnost, katere se vsi veselimo, tista, ki je najbolj potisnjena na stran, kateri je najbolj onemogočen razvoj in hkrati s tem zaviramo razvoj družbe kot celote. Če smo mladi, družbena skupina, katero vsi razumemo kot tista, ki potrebuje podporne mehanizme pri vstopanju v svet odraslosti, je potem nujno potrebno, da to vrstne mehanizme tudi oblikujemo in hkrati tem mladim ponudimo primerno podporno okolje, da se lahko osamosvoji in da začne tej družbi tudi vračati. In če govorimo skozi statistike danes, skozi različne zgodbe, da prekarnost ustvarja sistem, družbo neenakosti, družbo krivičnosti, je edino pravilno, da ta svet krivičnosti razbijemo, da s tem bojem, ki ga začenjamo danes tukaj oziroma ga že udejanjamo skozi peticijo, tudi nadaljujemo in dejansko požgemo ta svet krivičnosti in zgradimo boljši, pravičnejši svet. Hvala lepa, Tin. Pravičnejšemu svetu naproti.